Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Poznate kakšno osebo, ki ima izjemno izostrene sposobnosti jasnovidstva, jasnovidnosti? Jaz imam to srečo v življenju, da poznam kar nekaj takšnih oseb in poznam še precej več takšnih oseb, ki bi si to želele razviti. In navdušena in hvaležna sem, da je Slovenija kar precej v napredku duhovnem in da obstajajo skupine, kjer se lahko to tudi naučite. No, ena od teh skupin, mnogo njih, je tudi tistih, ki jih vodi Kristi Žmahar. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala za čajčka. Ja, seveda, kaj pa drugega. Nisi želela kave, ne? Ja, moraš čaj. Podrobnosti. Torej, jasnovidnost, ti si znana po tem, da se ljudje pri tebi učijo brusiti, izostriti, odpirati ta čut. Tudi sama na podlagi tega pravzaprav ustvarjaš in kreiraš različne knjige in take in drugačne stvari, ki jih z veseljem potem tudi deliš z vsem nam. In tudi jasno nam je, da so tvoje skupine, kjer se to brusi in izostri, da so polne. Ampak takole sicer, če greva čist iz same osnove, kaj pravzaprav ta jasnovidnost sploh je? Ja, zelo dobro vprašanje. Mislim, da je fajn, da to vse razloživa. Jasnovidnost, sam pojem pomeni jasno videti. Mislim, se to bi nekako iz besede že lahko razbrali, ampak v bistvu kaj pa v resnici pomeni? Pomeni videti tisto, kar ponavadi naše fizične oči ne vidijo. Mi kot pač ta 3D bitja, veliko stvari vidimo na podlagi tega, kar lahko nekako fizično zaznavamo. Jasnovidnost je pa tista sposobnost, to pomeni branja, zaznavanja informacij, oseb, predmetov, kakorkoli že, ki obstajajo na energetski ravni. Zdaj mi smo prišli kot človeštvo že nekako do te stopnje, da smo ugotovili, da obstaja veliko več, kot smo do zdaj videli z očmi. Včasih je bila to zelo tabu tema, včasih se nismo mogli o tem pogovarjati, pa Bog nadejno se nismo tudi smeli pogovarjati o tem, medtem zdaj je človeštvo že prestopilo to mejo. Zavedamo se, da obstajajo tudi neke druge dimenzije, da smo veliko več, kot samo fizična bitja, da smo tudi energetska, to pomeni duhovna bitja, in jasnovidnost je zaznavanje oziroma branje vseh informacij, torej ne samo fizičnih, to nam že tako in tako pripada, ampak tudi teh energetskih. Zakaj je to zadnje čase zelo popularna tema oziroma zakaj si ljudje to želijo? Zaradi tega, ker jasno videti pomeni, da je jasno. Mi smo v svetu, ker je veliko zmede. Ljudje ne vejo, kaj bi sami s sabo, imajo veliko težav, ne znajo jih razreševati. Če ti jasno vidiš, kje je težava, ampak jasno tudi vidiš, kako jo rešiti. Zato je jasnovidnost tako zelo pomembna. In energija ima odgovor za v bistvu vse težave, za vse prepreke, karkoli že doživljamo. In če znaš brati, imaš dobrega džokarja v svojem svetu kart. Se mi zdi, da je včasih res težko razločiti, zdaj mi govori strah, zdaj mi govori ego, zdaj mi pa res duša kliče po eni stvari. In verjetno, če imaš izurjeno sposobnost jasnovidnosti, je to jasno. Ja, ne samo, da je jasno, ampak dejansko imaš potem tudi manj teh zagad. To pomeni manj sploh teh vprašanj, kdo zdaj meni govori, a mi govori straha, pa tako naprej. Zaradi tega, ker če ti enkrat imaš razvite te darove, kar jih imamo vsi, samo pač moramo priti do tja, se dejansko začnejo tudi strahovi umikati. Zato se gre tudi pri jasnovidnosti. Ne samo, da ti dobiš odgovor svoje duše in da veš, da od nje to prihaja, ampak sploh ne boš podlegel strahovom, kar pomeni, da bo vedno manj in manj blokad v življenju. Mi bomo vsi, to je dejstvo, celo življenje čez neke preizkušnje šli, pa nekaj doživlja. Vse to je normalno, ampak definitivno se pa te strahovi umirijo ali pa trajajo manj časa in lažje razberemo razrešitve. Tako da jaz definitivno zelo rada ljudi na tečajih učim, da na začetku predvsem prepoznavajo, kdo govori. Ker vedno vprašanje, to vedno me vprašajo, Kristi, kako ne vem, da to duša povedala pa strah? Jaz se vedno odgovarjam sledeče, ko enkrat duša govori, pa strah ni več vprašanje, zato ker duša ne bo nikoli strašila, vedno nežno pove, lepo pove in vedno je ta ton spodbude. Strah ima pa tisto,
pa si res prepričana, kaj Kaj pa pa če če? ne bo uspelo. Kaj pa če? Tako da se naučiti, v bistvu se da s tehnikami naučiti, da veš, kdo je kdo in s časoma strahu reči, spoštujem te, tukaj si zato, ker me želiš očitno obvarovati, se tudi ego ni sovražnik, ne? In na nek način prijatelj, ki zahteva svojo pozornost za to, da obvaruje tvoje fizično življenje, ampak lahko komuniciraš z njim, rečeš, spoštujem to, da se ti nekaj dogaja, ampak izbiram pa tole, torej nasprotni pol. Jasno videti tukaj in zdaj in verjetno v trenutku, ki je najbolj pomemben, to je sedanjost. Ampak ljudje, ki slišijo, oziroma če bi jih mogoče vprašali, ne, zakaj si želiš biti jasnoviden, ja zato, da boš jasno videl, kaj ti prihaja, da se lahko pripraviš. Kako je s tem? Napovedovanje prihodnosti in jasnovidstvo, kako je s tem? Mislim, jaz nimam nič proti napovedovanju prihodnosti in tako naprej. In tudi recimo ogromno dobrih jasnovidcev obstaja, ki znajo marsikaj prebrati, ampak dajmo se nekaj zavedati. Ne? Tudi samo prerokovanje prihodnosti v resnici ne obstaja povezano z sedanjim trenutkom. To pomeni, jaz lahko tebi, glede na to, kar imaš ti trenutni zapis, povem, tole bo tvoja najverjetnejša resničnost v tolikšnem času. Recimo, da bi ti imela v zvezi z oddajo televizijskim svetom, ampak lahko se pa tebi recimo čez noč nekaj premakne v glavi, pa reče, ne vem, jaz bo v cirkus nastopati. Jaz sem pa tebi napovedala, da boš, ne vem, čez toliko let v Ameriki imela neko oddajo. Tebi se cela resnično zamenjala, ampak dejstvo je, da ti lahko to narediš, ti lahko sprejmeš to odločitev. In ti si takoj zamenjala verjetnostno resničnost in jaz smo tebi potem čist drugo prihodnost brala. Tako da ima se zavedati, tudi eni ljudje pravijo, ne moramo bežati, usodi, prihodnost je določena do te mere, kaj jo ti določaš in v vsakem trenutku lahko spremeniš vse. Če bojo gledalci vedeli, da je to v njihovi moči, se bojo njihova življenja res izboljšala. No, ampak jasnovidnost pomeni jasno videti. Ja. Obstajajo pa še drugi čuti, ki jih lahko izostrimo. Ne? Ja. Tukaj imamo zanimive ljudi, pa eni rečejo, ja, veš, jaz ker vidim stvari, jaz jih ker slišim, jaz jih ne vidim, ampak jih občutim. Kako je zdaj s tem? Ja, jaz sem recimo zelo močno jasnovidnost, ampak moram reči, da včasih mi ljudje rečejo, pa kako to, ampak rajš imam en drug čut. Jaz jasno slišim še toliko boljš. Rada imam stvari, zelo rada slišim angele in tako naprej, rada mi, da mi stvari, angeli, bitja, kakorkoli že govorijo. Tako da, ampak to je pač moja osebna želja. Tako da imamo ta čut, to pomeni, da slišimo stvari, ne samo s fizičnimi ušesi, ampak preko notranjega glasu, ne preko intuicije. Potem imamo en dar, ki je najbolj razvit, se mi zdi, pa ga ljudje tudi najmanj zanemarjajo. Jasnočutnost. A veš, to je tisto, kar rečeš, joj, zdajle pa čutim, da nekaj ne bo v redu. To pa vsi ljudje rečejo. Nikoli se ne bojo nikoli definirali, joj, verjamem v energijo ali ne verjamem v energijo, ampak imajo pa nek občutek, da nekaj pa ne bo v redu, takrat pa ga zelo radi izrazijo. To pa mislim, da jasnočutnost nam je pa vsem tako rečemo od zibelke dana, da naše telo avtomatsko samo odreagira na določene informacije, ki prihajajo. Če seveda se najbrž si kdaj videla v svojem življenju, to zanemarimo, pa te občutke preslišimo, pa rečemo, se sem vedela, da nekaj ne bo v redu, se ne konča dobro. In potem imamo še jasnovednost, to je pa mogoče kanal, ki ljudje najmanj zaupajo temu kanalu, razen moj mož, on temu zelo rad zaupa, jasnovednost. To je pa, da stvari preprosto veš. Notranja modrost. Ta kanal je zelo močen, je zelo hiter in prihaja direktno iz tebe, ampak ljudje v tej poplavi informacij, to, kar na sistemi probajo voditi, so malo izgubili stik s to notranjo modrostjo. Ja, jaz nič ne vem, hočem, da mi drugi povejo, ampak mi to imamo. Notranjo modrost ima vsak izmed nas. Nekateri so v stiku s tem, nekateri ne, ampak tečaj jasnovidnosti. V resnici to tudi, kar jaz učim, krepijo vse te čute, ker v bistvu, če ti jasnovidnost krepiš avtomatsko tudi vse ostale. Ampak recimo jasnovednost, če se lahko za trenutek tukaj ustaviva, spoznaš eno osebo, pa kar veš, da je ta prava. A je to jasnovednost? Ja, je. Veš, da je ta prava. Zdaj pa kaj, ampak lahko se pa nekaj zgodi, ne? Kar, ne vem, moje tečajnice mi pravijo, jaz sem spoznala to osebo in sem vedela, da bo ta prava, ali partner, prijatelj, se ni važno, karkoli že, potem se pa je izkazalo drugače, človek te je izdal, te je zapustil, nekaj se je zgodilo. Jo, pa ni bila prava oseba, to pomeni, da me je moja jasnovednost pustila na cedilu, to ni res.
ta oseba je bila trenutek prava za izkušnjo ali učno lekcijo. Ne gre se za to, kako se stvari končajo, gre se za to, kako nas obogatijo. Ne? To pomeni, da je bila prava za sedanji trenutek, da je prinesla nekaj, tudi če se poti razidejo. Ampak to moraš pač priti do teh spoznanj, da pa lahko objameš, ko se to zgodi, ne? Pa kaj ga hoče reči, kaj se je zgodilo, ne? Deva se mečkano dotakniti še tvojih knjig. Ja. Ustvarjaš jih točno z vsemi temi, z vsem tem naborom vednosti in jasnih in slišnih in vidnih in drugih čutov. Ja, svoje knjige sicer najraje ustvarjam iz kanala jasnoslušnosti. Tako da jaz se usedem in rečem, kaj mi imate za povedati, in dejansko poteka kot nareka. Zelo rada berem potem svoje knjige. Zaradi tega, ker potem pogledam in rečem, in potem rečem uredniku, mojemu možu, ko mi ureja knjiga, zakaj si pa ti klele meni tole dodal? Si ful dobro napisal, ampak jaz tega nisem pisala, reče, jaz tebi nisem nič dodal. Ta narek poteka, da nekdo, nebeško bitje, recimo ta zadnja knjiga, Nebesa ne pozabijo z mojo pokojno mami, in mi dobesedno govorijo stvari in jaz jih dobesedno prepisujem. Je res, da včasih sem malo utrujena, ker fizično telo mora vse to prevesti, ampak nikoli ne bi zamenjala svojega življenja pa tega, kar imam. In ljudje so več kot očitno, vsa moja dela so bestsellerji povedali, da cenijo te informacije. Jaz si pa pišem iz srca in zato tudi Nebesa sprašujem o vseh teh informacijah, zato da bi nam bilo vsem boljšno, ker mi vsi si prizadevamo nekako ta svet dvigati na nek nov nivo. Včasih nam gre malo boljš, včasih malo kiksnemo, ampak zato te knjige nastajajo, zajemajo čista področja življenja. Ok, če vzamemo takole, si pisateljica in ena izmed tistih, ki ves čas dobiva nov material in ves čas izdaja nov material. Koliko knjig imaš že zdaj zunaj? 6, oziroma 5 je knjig, pa ena je knjižica, ampak glih ko štejemo. Glih tako definitivno šteje, se pravi 6, ne? Pa imamo pa na drugi strani pisatelje, ki se usedejo za računalnik in dej neki. Tukaj je verjetno ta razlika, ne? Pisati na silo, zaradi tega, ker bi pač rad nekaj napisal, pa pač kanalizirati, kako se temu reče. Ampak jaz te pisatelje dojemam majčkeno drugače. Jaz mislim, da oni dobijo inspiracijo in da zato ni na silo. Oni se namenijo pisati iz čistega srca. V enem trenutku so dobili idejo, ker če ne, nikoli se ne bi niti probali silati. Ampak oni vejo, da imajo nekaj znotraj sebe, kar lahko spravijo ven. Zakaj pa ne morajo? Zato potem pa druge stvari pride na plane. Kaj boš ti? Prepričanje iz preteklosti. Kaj, če so tega pisatelja dol tolkali? Ti ne moreš, ker si, ne vem, dislektik, ker to ne moreš, ker nisi sposoben, pa kaj boš ti pisal, pa kdo bo tvoje knjige bral. In oni ne vejo, da njim to prije na površje, to je podzavestna stvar. To pomeni te blokade in dvomi in zaradi tega oni ne morejo to spraviti na plano. Vkolikor oni meditirajo, delajo na sebi, se zavedajo tega in odstranijo te dejavnike, se ta inspiracija vrne. Ampak jaz mislim, da je vsak izmed nas lahko pisatelj, vsak izmed nas se lahko nameni nekaj dobrega narediti. Gre se samo za to, a vztrajaš pa sebe toliko razvijaš, da dejansko tudi to potem ven iz sebe lahko daš. No, zelo super sem se imela tudi zadnjič na tvoji predstavitvi knjige. Res mi je bilo všeč, taka ta prava energija je bila in zgodba, ki je tukaj zadaj, se mi zdi, da je naravnost fantastična in takšna, ki ti da vetra, pol ta pravga za naprej, za jadrati po življenju. Bi lahko kaj izpostavila mogoče pri tvoji zadnji knjigi, praviš, da si jo ustvarjala skupaj s tvojo pokojno mati? Ja, zdaj glede na to, da mislim, mi kot pisatelji svoje knjige drugače dojemamo, to je definitivno res, ampak zdaj glede na to, kaj so tudi ljudje povedali, to je zelo pomembno. Kaj bi izpostavila je, da ta knjiga ni samo za branje, ampak je za čutenje. To pomeni, da ljudje, ki jo berejo, mi dejansko dajo vedeti, da se zgodi nek zdravilni proces. To pomeni, da ko bereš, ne vem, kaj se zgodi, mislim, vse vem, kaj se zgodi, ampak meni to tak blagoslov, pa nočem samo hvalo nekaj spravljati, ampak se zgodijo zdravilni procesi. Se to ni samo hvala, zdaj si rekla, da nisi ti napisala, ti si jo samo natipkala. Ja, vem, ampak veš, moj ime pa priimek je vse en gor, ampak dejansko knjiga napisana v obliki intervjuja z mojo mamo, to pomeni, kako ona zdaj vidi doživljanje, enkrat, ko si v nebesih, živela je tudi na zemlji, in potem vsako poglavje, vse je zajeto noter, pa finance, pa odnosi, pa čustva, srce, zdravje in tako naprej.
so pa inspirativne zgodbe. To pomeni zgodbe, ki dejansko dajo vedeti o ljudeh, ki so prišli do spoznanj ali pa so karkoli premagali. Tako da je taka super kombinacija za srce, za dušo, ampak tudi za taka globja spoznanja, za vse bralce, ki so pripravljeni, da si spremenijo svoje življenje, mogoče določen del tudi prejokajo, pozdravijo in potem grejo naprej. Na tvojih dogodkih se velikrat joka, pa tudi na delavnicah se velikrat joka, ampak to je oblika čiščenja, to grejo toksini ven, ali kako je s tem? Meni je bilo zelo zanimivo, recimo, če gledam sebe pa svojega moža, pri njemu se zelo tako inspiracijsko prihaja, pri njemu se dobre volje, pri njemu se dvigne, pri meni svoj čas razmišljam, pri meni pa ljudje toliko jokajo, Pa sem razmišljala, zakaj je to tako, jaz enostavno ne moram jim tega dela, kako jaz delam, zaradi tega, ker jaz iz tega izhajam. Jaz sem prišla iz globoke depresije, iz žalosti, iz žalovanja, to pomeni, nekoga sem izgubila in sem se pozdravila. In mislim, da je nekako normalno, da sem potem tudi take vrste duhovni učitelj, pisatelj ratala, da zdravim. Zaradi tega solze so gledalo duše. Dosti ljudi reče, joj, pa sam jokat nočem, ker imajo občutek, da potem trpijo in da boli. Ampak ljudje, ki si dovolijo te solze, so ljudje, ki prihajajo potem do največjih zdravljenj, pa moram tudi reči do največjih spoznanj, ko ne bi se smeli sramovati tega dela našega čustvovanja. Ja, jasno videti pomeni, da včasih verjetno vidiš tudi take stvari, ki si jih ne želiš, ampak se z njimi soočiš, ne? Ja, zdaj jasnovidnost je zelo tako, dosti ljudi reče, jaz hočem jasnovidnost. Ja, ampak jasnovidnost ni lepo vidnost, je jasno videti, Kaj pa, če se ti zbudiš sredi noči in nekdo stoji tam? To se jim dogaja mojim tečajnikom, oni so prišli, da bi videli svojo prihodnost, pa če ta človek pravi za njih. Pa angelčke, pa vodničke. Pa sredi noči en duh tam stoji in nekaj hoče od njih, To je treba vzeti v zakup. V bistvu se moraš zelo odločiti, kaj hočeš, kaj nočeš. To ne pomeni, da so te stvari grozne, samo navaditi se jih moramo. Dosti tega medijskega sveta je nam vcepili strahove, da je videti, pa po noč videti nekaj groznega. Ampak moj odgovor na to je, veš, jaz se dostikrat veliko bolj bojim živih ljudi, kakor tega, kar jasno vidim iz drugih sfera. Zanimivo. Ja, vsekakor si krasen naslov, kar se tiče, da izpiliš vse te sposobnosti in jih odgovorno oziroma tudi uporabljaš, pa da sprejmeš dejansko vse, kar vidiš. Kakor smo rekli, načeloma imaš vse skupine, imaš zmeraj polne, Ja, tale tečaj jasnovidnosti je res nova, Za ostali tečajih je že par let delam, ampak nekako je prišla potreba po neki nadgradnji. Naredila sem svoj avtorski program, to pomeni nekaj, kar sem jaz že leta in leta raziskovala, na vse zadnje, tudi te knjige so produkt tega. Ja, v marcu ena skupina že štartala, so bili polni, 20.3. prihaja še ena skupina, so bili res polni, sicer so se še odprla 3 prosta mesta, če bo kdo na hitro od gledalcev hotel skočiti. To so tista mesta, ki so za une, ki jih kliče duša. Ja, tako, ampak drugače, toliko so mi ljudje rekli, res si želimo. Ljudje smo pripravljeni zdaj že jasno videti stvari, tudi za svoje življenja, in na podlagi tega sem se odločila, da ljudem tudi ugodim, da jim izpolnim to željo, in sem potem 5. junija naredila poletno skupino, ker poletje je pa izjemen čas za te energije. Sonce, narava takrat kar kipi in blazno podpirati naše naravne procese, tako bo 5. junija še ena na voljo skupina. Ja, juhu! 5. junij, pa do? 5. junij, pa potem je to 6-mesečni program. To pomeni enkrat na mesec so tečajniki z menoj, vse jim razložim, tako naprej. Potem dobijo pa programe na CD-jih in sestavljene programe, vse spisane po koledarjih in delajo doma. Tako to je ogromna domača naloga, vsak dan moraš delati, jaz kot 30 dni vzamem in ti določam tukaj ta vaja, tukaj ta meditacija in tako naprej. In potem je samo razvoj doma, potem priješ na drugo stopnjo in so nove stvari, tudi angelske terapije in tako naprej. Taka zabavna stvar, luštna. Zanimivo. Ja, ampak mi je všeč, da ni to vikend zadeva, se pravi 2 dni pa si jasnoviden, ker to verjetno ne gre, Ne, mislim, da vse ljudje se tudi zelo zavedajo v take stvari, sploh če si veliko poblokiran, z določen razvoj je treba vložiti sebe, svojo dušo, pravi namen, vsekakor pravi namen in določen čas. Moram reči, da sicer sem imela pa tudi določene ljudi, ki so prišli na tečaje in ne hecam se, so čez en teden videli marsikaj. In čez en teden, ne vem, se mi je vse živo dogaja, se zgodi. So že prišli s podlago? Ja, se zgodi, ampak ne moramo vedeti. Nekateri ljudje pa rabijo, ne vem,
mogoče celo 1 let ali več. Jaz sem učiteljica meditacije, ampak jaz sem bila tako v hudi žalosti. Jaz, ko sem meditirala na začetku, jaz sem meditirala vsak dan, predstavljali si, pol leta, z nič rezultata. Vmes sem razmišljala, komu sem pozabila mail poslati, če mi slučajno bajta doma ne gori, jaz sem ugasnila štedilnika, ne. Toliko enih misli je bilo, potem se pa kar naenkrat začelo dogajati, ampak sem ustrajala. Mi smo navajeni na instant rezultate, instant kava, instant to in tako naprej. Kle se to ne zgodi. Pravim, mogoče vam se pa glih bo, juhuhu, še toliko boljš, ampak več ali manj se pa treba tudi potruditi za to. Ampak, če je to nekaj, kar ti bo celo življenje izboljšalo, z veseljem vložimo to delo, a ne? Ko je učenec pripravljen, pride učitelj? Ja, jaz mislim, da je res tako. Ampak, a ni tudi obratno? Tudi. Nikoli ni tako, jaz mislim tudi v življenju ali vesolju, da vse poteka v eno smer. A pa en človek je prišel v tvoje življenje samo zato, da bo tebe preizkušal. Si bil ti tudi njegovo ogledalo, si tudi ti njemu nekaj pokazal, vsekakor. Ampak včasih težko vidimo, težko pogledamo z drugega stališča, veliko lažje je svojih oči gledati, vse to je razumljivo. Ampak v vesolju ni to tako, ni vse samo eno smer poteka. Več smeri, pa jaz mislim, ne, da sem dvojno, pol še gor, pa dol, pa levo, pa desno, pa diagonalno, pa vse okrog, tako da zabavno je. Tale majhna knjižica, taka za v torbico zgleda. Ja, taka za tvojo torbico, namenjena tebi. To so pa sporočila, izvoli, to so pa sporočila, ki sem jih jaz slišala. No, bom pa čisto iskrena, v bistvu se mi ni treba nič pretvarjati. To knjižico sem v prvi vrsti naredila zase. Najprej sem, priznam, za sebe sem jo hotela imeti 222 sporočilma. To pomeni, če sem jaz nekje in se ne morem zdaj povezati v meditacijo in tako naprej in sem v dvomih in rabim potrditev, bi rada, da mi nebesa dajo odgovor. In sem rabila nekaj tazga, veš, kaj če sem recimo na avtobusu, pa da glih ne jemljam kart, pa da jih ne mešam, da vzamem nekaj iz torbice, lahko na hitro odprem in preberem, kaj je moje sporočilo. Kjerkoli. Zdaj se moraš preden jo odpre, se samo odločiš, boš gledala levo ali desno stran. Levo ali desno. Desno. Boginja Freja in Feniks samozavesti. Spet naznanja spremembe. Prijetno in lepo, zame je pomembno. Lepa sporočila, že prej sem imela lepa sporočila. Pa že prej sem enkrat, pa sem imela tudi neke spremembe. Ne se drugače, knjižica ti bo ima ogromen, vse so pozitivne sporočila, ampak je tu taka knjižica, no to sem si tu želela zase, da te opozori, mogoče zdajle ni pravi trenutek. Počaki, ker neke energije ne deluje tebi, nekaj mogoče procesiraš, ko naprej, ampak ti pa same dobro odpiraš, ne? Super, odlično. Hvala lepa, Kristi, za tale krasen klepet. Za 5. junija bom pa jaz tudi malo še pomislila. Z veseljem in tudi gledalcem na ene res lepe pozdrave in vabljeni. Krasno. Naj vam bo svet lep, pozdravljeni. Bom še enkrat šla,